Dober dan in lepo pozdravljeni v seriji Forbesovih pogovorov 30x30, kjer gostimo mlade talente. Sem Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenija in z mano je mlada znanstvenica in podjetnica Teja Potočnik. Teja je diplomirala na Univerzi v Manchesteru in doktorirala na Univerzi v Cambridgeu, kjer je razvila avtomatizirano proizvodnjo polprevodnikov na osnovi nanomaterialov. V Veliki Britaniji živi in dela že 9 let, trenutno je v Sloveniji. Teja, dobrodošla v našem studiu. Pozdravljeni. Zdi se, da ste že zelo zgodaj, v bistvu že od dijaških let, zelo dobro vedeli, kaj želite. Saj ste na drugi mariborski gimnaziji 3. in 4. letnik opravili na mednarodnem programu z jasno namero, da želite študirati v tujini, ker ste menili, da boste imeli v tujini več raziskovalnih priložnosti. Prijavili ste se na univerze v Veliki Britaniji, Avstriji in na Nizozemskem in se odločili potem za univerzo v Manchesteru, kjer ste študirali znanosti materialov in inženiringa. Gre za zelo ozko specializirano področje. Zakaj vas ta študij tako zanima? Ja, študij materialov sem se izbrala zato, ker nekako presega območja fizike, kemije in inženirstva skupaj torej v enem programu. Od nekdaj me je zanimala fizika, kemija, tako da v bistvu ti predmeti so mi vsi bili zelo blizu. Potem pa znanosti materialov pa potem v bistvu obsega veliko različnih tem in meni je znotraj tega so mi bili zelo všeč nanomateriali in pa v bistvu aplikacije za elektroniko. Znanosti materialov je v bistvu taka tema, ki je zelo znanstvena, zna biti zelo podrobna in pa ima tudi zelo ogromno praktičnih aplikacij. In pa zraven tega mi je tudi všeč, da lahko torej v sklopu svoje kariere, v sklopu znanosti materialov, natančno vidiš svoj prispevek torej v sklopu svoje kariere, ker nekatere znanstvene vede v bistvu lahko raziskuješ desetletja, preden se v bistvu vidi, kaj si točno naredil, ampak se mi zdi, da v sklopu znanosti materialov lahko takoj vidiš svoj prispevek, torej se mi zdi, da to zelo me motivira v smislu, da so zelo hitre spremembe v tej panogi. No. Tema vaše doktorske disertacije je pritegnila pozornost tudi mednarodnega Forbesa, ki vas je leta 2023 uvrstil na evropski seznam mladih talentiranih. V okviru doktorata ste, kot že omenjeno, avtomatizirali proizvodnjo polprevodnikov na osnovi nanomaterialov. Ali lahko čim bolj poenostavljeno poveste, zakaj gre? Torej, nanomateriali so katerikoli materiali, ki so na nanoskali. To pomeni, da so 1000-krat manjši od debeline človeškega lasu, torej jih ne vidimo s prostim očesom. Nanomateriali so lahko prevodniki, so lahko polprevodniki, so lahko kovine, torej v bistvu karkoli želimo. Ampak mene je specifično zanimalo aplikacije polprevodnikov za proizvodnjo čipov. Torej, čipi se danes izdelujejo iz silicija, ampak v bistvu gremo do teh fizikalnih mej, kjer jih ne moremo več zmanjševati, torej samo iz silicija. Tako da nanomateriali in polprevodni nanomateriali so zelo v bistvu dobra aplikacija za torej pospeševanje čipov in elektronike, brez da jih v bistvu pomanjšujemo. In jaz sem ta problem začela reševati v mojem doktorskem študiju. Ampak ogromno teh nanomaterialov, zato ker so tako majhni in ker so tako zelo torej zunanje okolje zelo vpliva na njih, je z njimi zelo težko manipulirati in delati na splošno in jih torej z njimi karkoli početi. Zato je ta proces trenutno zelo ročen, torej samo raziskovalci, ki so v laboratoriju in se z njimi ukvarjajo. In to sem jaz na začetku počela v mojem doktorskem študiju in proces je zelo počasen, zelo ročen, precej dolgočasen. Tako da sem v bistvu potem izumila programsko opremo oziroma avtomatizirala proces, ki nam potem omogoča, da te nove materiale, ki so tako majhni, da jih ne vidimo s prostim očesom, da jih lahko integrira v aplikacije za elektroniko. To je zelo splošno pomeni, da jih lahko avtomatiziramo proizvodnjo, kjer je prej bila čisto ročna oziroma
si jih morajo torej osebno sam integrirati. Zaradi tega tudi počasnejša, ne? Tudi zelo počasnejša. Jaz sem na začetku doktorske dizertacije lahko traja tudi nekaj tednov ali pa več mesecev, da narediš par takih naprav iz nanomaterialov, recimo 10. V našo programsko opremo jih lahko naredimo 1000 v enem tednu. Tako da v bistvu zelo, zelo pospešuje način delanja s temi novimi in kompleksnimi materiali. Zdaj, v industriji čipov se bije zelo velika bitka za tehnološko prevlado v svetu, ker so pač čipi ena ključnih komponent za digitalizacijo in tudi za razvoj novih tehnologij, kot je recimo umetna inteligenca. Zlasti oster boj je med ZDA in Kitajsko. V to panogo se razlivajo res ogromne količine kapitala in tudi razne omejitve države postavljajo druga drugi. Vemo, da recimo Američani omejujejo izvoz naprednih čipov na Kitajsko, Kitajci na drugi strani omejujejo izvoz kovin za izdelavo čipov in tako naprej. Tudi Evropa poskuša biti na tem področju bolj samooskrbna, kot je. Pa me zanima v tem kontekstu, kako pomemben je razvoj nanomaterialov, kaj lahko prinese industriji oziroma kako jo lahko spreminja? Ja, torej, tako kot ste rekli, torej, industrija čipov ima svoje meje, torej silicija ne moremo več zmanjševati, ker imamo te fizične meje, kjer v bistvu ne moremo iti več v manjše dimenzije, zato ker se pojavljajo vsi ti nezaželjeni kvantni učinki, uhajanje toka, energetske izgube in tako naprej. Tako da nanomateriali in torej nasplošno novi materiali so ena izmed takih možnosti, kjer lahko mi dobimo torej večjo učinkovitost in hitrejše čipe, brez da torej ustvarjamo manjše materiale. V smislu, ti materiali imajo zanimive lastnosti zaradi tega, ker so že na osnovnem nivoju zelo majhni in imajo tudi zaradi raznih geometrijskih, torej kako v bistvu izgledajo, naprimer nanožice in tako naprej. Pomeni, da lahko ti materiali ustvarjajo torej boljše lastnosti čipov, brez da bi torej jih delali manjše. Ker seveda zaradi potreb umetne inteligence, podatkovnih centrov in tako naprej, v bistvu trenutni silicijevi čipi torej ne morejo več, torej razvoj silicijevih čipov je prepočasen v smislu, kako hitro se razvija umetna inteligenca in digitalni svet na splošno. Tako da namesto, da se osredotočamo na manjše, se lahko z novimi materiali torej ustvarjamo drugačne čipe, drugačne arhitekture, torej v bistvu totalno drugačen pristop k razvijanju čipov. Katere materiale konkretno recimo vi raziskujete in katere vse lastnosti, nekaj ste jih že omenili, pa vendar, katere vse lastnosti imajo boljše kot silicij, ki je pa še vedno najbolj uporabljen material za proizvodnji prevodnikov? Mi večinoma uporabljamo enodimenzionalne in dvodimenzionalne materiale. To so kvantne pike, kvantne žice, razni oksidi, ki so naprimer potem tudi grafen, to so materiali, ki imajo dimenzije par atomov, torej zaradi tega imajo potem nove lastnosti, nove elektronske, magnetne lastnosti, kar v bistvu pomeni, da odvisno od aplikacij potem lahko hitreje, torej elektroni se premikajo skozi hitreje, so bolj učinkoviti, bolj energetsko in učinkoviti, bolje pretvarjajo svetlobo v električni tok in tako naprej. Torej odvisno od materiala, odvisno od končne aplikacije. Ko ste avtomatizirali to proizvodnjo, kateri so bili tisti največji izzivi? Ja, največji izzivi so ravno to, ker so ti materiali tako majhni in jih je zelo težko manipulirati z tradicionalnimi avtomatiziranimi procesi, kar pomeni, da ti materiali znajo biti tudi občutljivi so na toploto. Točno tako, dosti bolj občutljivi na spremembe v raznih procesih, temperatura, vlažnost, vse jih veliko bolj vpliva na kako delujejo, tako da je potrebno imeti zelo strog nadzor nad kako se v bistvu ti materiali integrirajo potem v končne procese. In ja, v bistvu vse skupaj trenutno
v bistvu ni bilo nobenega procesa, kjer bi to avtomatiziral v celoti. Ogromno je, torej potrebno je ogromno specializirane opreme, torej specialnih mikroskopov, specialne litografske opreme in tako naprej, da sploh lahko vidiš te materiale na začetku in potem, kako jih potem integriraš v elektroniko in razne aplikacije. In vse to opremo in celotno raziskovanje ste opravljali na Univerzi v Cambridgeu. Tako, ja. Kaj pa celotna industrija tega, kar vi počnete, kako daleč je, oziroma koliko napora se vlaga v ta razvoj? Torej, novi materiali vedno bolj, prav zaradi tega, ker torej silicij ima svoje meje. Trenutno je še vedno najbolj pogost material, ki se uporablja v proizvodnji čipov, sploh kar se tiče na primer v Aziji, v Tajvanu in tako naprej. Problem v tem je, torej pri novih materialih, da se v teh proizvodnjah čipov, da se materiali ne smejo mešati zaradi kontaminacije, tako da v bistvu potrebujemo specializirane tovarne proizvodnje čipov, če se hočejo torej novi materiali integrirati. Ampak je vedno več tega, oziroma vedno več tudi v Evropi imamo veliko več proizvodnje, kar se tega tiče, ker se vključujejo novi materiali, specializirani materiali. V glavnem, novi materiali so v glavnem še vedno kar precej daleč od torej, da se vključijo torej normalno proizvodnjo. Ampak torej odvisno, koga vprašaš, nekje 5 do 10 let daleč stran od tega. Da bi se bolj vključevali v to proizvodnjo, oziroma da bi lahko recimo nadomestili silicij. Točno, ja. Dobro, potem pred letom in pol ste doktorirali, ste pa v okviru še doktorskega študija ustanovili tudi startup Nanomation, prek katerega nameravate svoje rešitve spraviti na trg. Je bilo zelo samoumevno oziroma naravno, da ustanovite podjetje oziroma da greste iz raziskovalne sfere v podjetništvo takrat, in tudi koliko vas je pri tem morda podpirala univerza ali vas pa še podpira? Ja, v bistvu takrat, ko smo začeli torej, ko smo izumili to avtomatizacijo tega procesa, je potem ta prestop bil precej naraven, zaradi tega, ker v bistvu nas je univerza zelo podpirala in nas še vedno podpira. Ko sem torej v prvem letniku mojega doktorskega študija sem najprej dobila zelo dobre rezultate, kar se tiče te programske opreme. In takrat me je že od začetka moj mentor in pa tudi 2 sodelavca sta me zelo podpirala pri tem. En moj sodelavec, ki je še zdaj del našega startupa, je že tudi prej bil del 2 startupov, tako da v bistvu on je bil zelo seznanjen s tem, kako v bistvu to poteka, in so me potem tudi spodbujali, da tudi pač jaz ustvarim svoje podjetje. Tako da v bistvu, ko sem začela doktorat, nisem imela nobenih ciljev v smislu podjetja ali startup ali kaj v tem. Nisem točno vedela, kaj bi, ampak ko pa smo enkrat dobili dobre rezultate in so me potem vsi spodbujali, kaj naj s tem naredimo, je potem to bilo logično. Da gre se tako. Kako ste se recimo dogovarjali z univerzo glede intelektualne lastnine, glede morebiti patentov? Ja, na začetku je Univerza v Cambridgeu ima v bistvu organizacijo, torej posebno organizacijo, ki torej pomaga pri patentiranju intelektualne lastnine, tako da najprej smo v bistvu začeli s tem, preden je sploh podjetje obstajalo, nas je univerza podpirala in oni so v bistvu nam tudi krili stroške, torej prvega patenta. Je bil, se opravičujem, patent za Veliko Britanijo? Ali? Tako, ja, za Veliko Britanijo. In potem, torej na podlagi tega, ko smo potem imeli prvo intelektualno lastnino, smo potem komaj lahko objavili vse naše rezultate in potem komaj ustanovili podjetje. In univerza nas še vedno podpira, imajo v bistvu zelo standardiziran proces, kar se tiče intelektualne lastnine, in v bistvu so nam zelo svetovali pri tem. Na začetku so v bistvu nekako evaluirajo, če je pač ta inovacija, ki so jo izumili, ali se sploh da patentirati ali ne, imajo torej svoj proces, kjer v bistvu to oni evaluirajo in se odločijo. Ampak so nam že takoj povedali, da je to v bistvu
ja, mislim, super inovacija in da bodo z veseljem podprli in potem nekako smo tako začeli. Ja. In kdo je danes lastnik patenta? Vi, univerza, si delite lastništvo? Delimo lastništvo. Ponavadi je, ampak tudi zdaj že nekaj časa nismo v sklopu univerze, torej smo že posebej in zdaj ima podjetje tudi kar nekaj svojih lastnih patentov, ki si jih ne deli z univerzo. Tako da samo tistega prvega si delimo z univerzo. Aha, koliko patentov imate zdaj skupaj? Trenutno 4. 4. Za koliko držav? Torej prvi v glavnem so vsi v Evropi, Veliki Britaniji, Ameriki in pa Kitajski. Prvi patent je bil za to avtomatizirano proizvodnjo, kaj pa drugi patenti? Drugi patenti so pa specifično o metodi avtomatizacije, torej, mislim, lahko govorim bolj specifično, ampak grejo se glede na bolj specifično o detajlih, kako tam proces proizvodnje v bistvu poteka. Koliko stane recimo patent? Odvisno, torej odvisno, v koliko držav se prijaviš. Ta prvi del, torej od tega, da ne vem, odvetniki spišajo vse skupaj, zna biti 10,000 evrov, potem ko se to v prvi fazi prijavi, potem moraš počakati 18 mesecev, potem pa so še dodatne prijave v različne območja. In območja, odvisno katera, ampak znajo biti enkrat med 3 do 10,000 evrov, odvisno kam. Tako da, katero območje je najdražje, recimo? Ne vem točno. Mislim, da celo Amerika, nisem prepričana. Ampak ja. Univerza Cambridge ima tudi pospeševalnik za mlada podjetja, v njem ste bili tudi vi. Kakšni so pogoji, recimo, da prideš v tak pospeševalnik? Načeloma ni nekih, v glavnem jih zanima, da rešuješ nek problem, torej pomemben problem, in da imaš torej jasno pot do razvoja tehnologije in pa tudi končnih aplikacij. Torej, ne zahtevajo, da imaš tehnologijo, ki je super, ali pa da imaš končni produkt. V glavnem jih zanima, da poznaš trg, da poznaš končne aplikacije in da imaš neko inovacijo, torej nekaj novega, da si odkril. In pa ključno tudi jih zanima, da si pripravljen v bistvu polni čas posvetiti temu pospeševalniku, ki traja 3 mesece. Tako da ni do neko popoldansko delo, ampak moraš v bistvu, se te tudi finančno podpirajo, ampak moraš se torej za polni čas posvetiti temu pospeševalniku za 3 mesece, se mi zdi. Bili ste pa tudi v pospeševalniku v Londonu, drži? Kakšne so recimo izkušnje iz teh pospeševalnikov? Kaj so vam dali, kaj ste pridobili? Torej, najprej sem bila na pospeševalniku v Londonu, ki se reče Conception X, in je super in mislim, da so se tudi razširili v Evropo. Ampak ta je bil na začetku super, zato ker ta pa je bil za popoldanski delovni čas. Torej, v bistvu je namenjen študentom, ki hočejo se naučiti kako ustvariti startup, torej zraven njihovega študija. Torej je bil idealen za mene takrat. In v bistvu naučijo te vse, v smislu, mi smo začeli z tem, torej kako so administrativni procesi, kako ustanoviš podjetje, torej čisto osnovne stvari, kako torej finančno voditi podjetje, razne take stvari, potem kako pripraviti pitch deck, kako predstaviti investitorjem, kako voditi prezentacije, kako ti predstaviš svoj startup, razne stvari in pa tudi ogromno networking, torej omrežje, spoznavati ljudi, spoznavati mentorje, investitorje, razne ljudi iz različnih industrij, tako da mislim res v Londonu in Cambridgeu je to oboje bilo v bistvu najbolj vreden del vseh teh pospeševalnikov. Univerza Cambridge velja za zelo prestižno, za vrhunsko univerzo. Kakšna je vaša izkušnja s to univerzo v študijskem, v raziskovalnem in tudi v podjetniškem smislu? Ja, mislim, super. Jaz sem imela zelo dobre izkušnje. Čeprav na začetku kot študentka sem začela leta 2020, kar ni bilo najbolj idealno, ker je bilo sredi oziroma na začetku pandemije. Ampak mislim, raziskovalno področje je super, je zelo naporno. Jaz kot doktorska študentka v bistvu sem skozi delala v bistvu samostojno delo, ni nič predavan oziroma kar v tem
v tem smislu, ampak je samo samostojno delo, kar te potem, se mi zdi, zelo dobro pripravi na katerokoli kariero v bistvu. In potem imajo tudi zelo dobre možnosti torej prehajanja v podjetniške vode. V bistvu je kar naravno, lahko prehajaš iz enega v drugega. In ogromno podpore, kar se tiče startupov tudi v našem oddelku. Specifično se mi zdi, da je trenutno 8 startupov, kar je precej, mislim, torej v electrical engineering, in kar nekaj tudi zelo uspešnih in torej že velikih podjetij. Tako da je, mislim, zelo spodbudno, ker tudi vidiš, da ne vem, se pogovarjaš s sodelavci in ja, jaz imam tudi startup in se lahko zelo torej neformalno pogovarjaš in dobiš izkušnje na tak način in mislim, je zelo super. No. In pa tudi v bistvu pomaga, da je Cambridge 1 uro stran od Londona oziroma malo manj, tako da ker v Londonu je pa kjer je večina investitorjev in večina kapitala, tako da v bistvu tudi zelo lahko dostopaš do tega in je, mislim, res vredo. Ko ste se odločili in ustanovili startup, kako ste zbrali ekipo, kako ste potegnili ljudi s sabo? Načeloma, ko smo začeli, smo bili 4 in smo bili vsi sodelavci in prijatelji. Tako da smo iz univerze, iz univerze. Potem pa smo, zdaj nas je 7 in torej vse, torej 3 nove sodelavce smo spoznali v bistvu tudi v Cambridgeu. Nekaj preko razpisov, ampak v glavnem vse, ki smo jih torej spoznali v omrežju oziroma nekako so, ali smo mi vedeli za njih, ali so oni vedeli za nas in potem nekako smo se odločili, da se pridružijo naši ekipi. Tako da, mislim, Cambridge je super, kar se tega tiče, ker je ogromno ljudi v bistvu išče možnosti delati na startupu, ogromno ljudi, ne vem, se mi zdi, da bolj tvega, kar se v tem smislu. Tako da, ja, mislim, smo imeli zelo srečo. Sodelujete tudi recimo z drugimi ustanovami raziskovalnimi pri vašem delu? Ja, trenutno se naša programska oprema uporablja v nekaj univerzah, raziskovalnih inštitutih v Veliki Britaniji. Večinoma torej, za proizvodnjo prototipov na teh torej, novih elektronskih napravah iz novih materialov. Tako da v bistvu z namenom, da pospeši raziskave raznih torej, novih materialov. In ja, mislim, zelo radi sodelujemo z univerzami in ja. Ampak v tem trenutku, recimo, ko še nimate produkta na trgu in ne ustvarjate še nekih prihodkov, je tudi treba preživeti seveda in omenili ste že, da je London blizu, ker je veliko recimo kapitala oziroma skladov na voljo. Pa me zanima, koliko ste doslej zbrali tveganega kapitala in tudi kako težko je priti do njega? Torej, do zdaj smo zbrali približno 1 milijon evrov kapitala, kar je približno polovica tveganega kapitala, torej venture capital in pa polovica javnih sredstev iz Evrope in pa Velike Britanije. Kako težko, mislim, odvisno, zbiranje sredstev je vedno težko, se meni zdi, ampak mislim, da kar se tiče tveganega kapitala, se mi zdi, da moraš najti tistega pravega investitorja, ki ti v bistvu lahko pomaga. Ne samo v smislu sredstvi, ampak tudi na splošno, da ti pomaga rast in tako naprej v smislu startupa. Moram pa reči, da ima Velika Britanija in Evropa tudi zdaj ogromno javnih sredstev na voljo, kar se tiče kritičnih tehnologij, kot so čipi in pa tudi dual use tehnologije, ki se uporabljajo za obrambo, vedno več je tega in tudi čipi potem spadajo v to kategorijo. Tako da mi smo imeli zelo srečo, v bistvu veliko sreče z temi javnimi sredstvi, torej, ki se prijavljamo na razpise in ja. Koliko pa recimo zanimanja iz industrije za vaše rešitve, ker glede na to na razvoj in na pomembnost te industrije se zdi, da po neki logiki stvari bi moral biti zelo velik interes. Ja, ogromno interesa, ampak industrija je tudi precej počasna, v smislu sploh, ker gre za proizvodnjo in so razvojni cikli zelo dolgi. Tako da mi imamo ogromno pospeševanja, ampak ker smo majhno podjetje, moramo najprej torej
se dokazati v tem smislu, tako da se osredotočamo na razne sorazvojne projekte z potencialnimi kupci in pa takšne pilot phases, testne faze, Ja. kako potem lahko zgradiš odnose in se dokažeš v bistvu in imaš nekako bolj jasen pogled, v bistvu, kaj industrija potrebuje. Imate veliko takih projektov? Trenutno nekaj, ampak Ste prečasno omenili tudi, da ste zgradili prvi prototip na podlagi nanožic. Ja. Kaj to konkretno v razvoju vaše rešitve pomeni? In tudi, kako daleč ste recimo od tega, da boste lahko produkt dali na trg? Ja, naš prvi prototip smo razvili nekaj mesecev nazaj na podlagi polprevodnih nanožic. Prototip ima zelo dobre rezultate in tudi torej deluje boljše kot pa kar nekaj podobnih čipov na trgu trenutno. Tako da imamo veliko pospeševanja, ampak trenutno smo še, torej delamo dodatne teste, kar se tiče daljše časovne intervale, torej teste v zunanjih okoljih in tako naprej. Tako da še imamo kar veliko dela, preden pridemo do točke, kjer lahko poizkusimo manjše proizvodnje serije in tako naprej. Ampak zaenkrat so naši prototipi zelo obetavni. Imamo kar nekaj interesa v smislu iz industrije, ampak pričakujemo še kakšno leto vsaj, preden se to potem pride do proizvodnje. Lahko prodate naprej. Z vašo platformo, ki povečuje učinkovitost izdelave naprednih polprevodniških naprav, vam je prinesla tudi mesto med najboljšimi svetovnimi inovatorji med mladimi na Young Inventors Prize 2025. To je zelo veliko priznanje, da se uvrstiš na seznam svetovnih mladih inovatorjev. Koliko vam take priznanje recimo pomagajo pri delu, vam odprejo kakšna vrata, vam olajšajo karkoli? Ja, definitivno. Sploh pri mladih startupih je v bistvu ekipa, oziroma ustanovitelji so skoraj najbolj pomemben del. Tako da v bistvu take nagrade so super, zato ker pomagajo graditi kredibilnost in v bistvu da še neka drug kriterij, v bistvu, ki pokaže, da je ekipa zanesljiva, da je ekipa super in da točno vemo, kaj delamo v nekakšnem smislu. In da so potem tudi druge organizacije, ki so v bistvu prepoznale to inovacijo in da prepoznajo, da je v bistvu pomembna in kaj počnemo. Tako da definitivno pomaga, ljudje prepoznajo, poznajo evropski patent, tako da je definitivno, sem zelo vesela. Kakšni so vaši načrti za naprej, za Nanomation? Kaj je cilj, recimo? V prvi fazi se zdaj posvetujemo našim prototipom, čim več sodelovanja z industrijo, sorazvojni projekti in tako naprej. In potem v naslednji fazi potem tudi še dodatno financiranje, spet bomo zbirali tvegan kapital v naslednjem letu, tako da definitivno ogromno dela. V bolj nadaljno pa gledamo v bistvu, da bi radi začeli s proizvodnjo naših čipov in nekako bi radi začeli z partnerstvom z raznimi tovarnami proizvodnih čipov, ampak bolj dolgo gledano pa smo nekako ugotovili, da bi radi obdržali malo več kontrole, kar se tiče proizvodnje, tako da tudi mogoče bi radi gradili lastne možnosti, kar se tiče proizvodnje, bolj dolgoročno. Nameravate ostati v Cambridgeu? Boste iskali kako drugo poslovno okolje? Zaenkrat v Cambridgeu, ker imamo tam v bistvu laboratorije, v bistvu vrhunsko opremo, ki jo potrebujemo, in tudi naša ekipa je trenutno v Cambridgeu, ampak v prihodnosti pa mogoče, če bi se razširili v Združene države Amerike in pa tudi v Evropo. Teja, veliko načrtov in veliki cilji, tako da jaz vam želim veliko uspehov in se vam iskreno zahvaljujem za pogovor. Hvala. Glavna podpornika izbora 30 pod 30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In.
Podpornik kategorije tehnologija in znanost je Telemach.